Za današnji slovenski biser me je navdihnila Avsenikova melodija Pastirček. In kljub nekoliko slabšemu vremenu, verjemite, se je splačalo povzpeti na približno 1600 metrov visoko Veliko planino. Peter je pastir na planini že 21 let. In kako bi vas drugače pozdravil kot s čisto pravim pastirskim pozdravom? Peter, vreme danes nekako ni najbolj naklonjeno našemu delu, a ne? Ja, žal je tako, velika planina te preseneti tako ali drugače. Lepo vreme, minuto, dve se obrne, je tudi možno še nevihta. Ampak so pa tudi lepi dnevi tu zgoraj, a ne? Ja, čudovit, ko v raje. Peter, kaj pravzaprav počnete 3 mesece tukaj od skoraj, brez elektrike, brez vode v bajtah? Kaj si začnete, kaj počnete? Ja, kot da vam povedal, prav ničem, ko nam ni dolg čez. Zmeraj imamo kakšno družabno stvar, ne? Tudi. Pa delo, ne več pa delo, ne? Kaj pa pod večer? S čem se ukvarjate? Ja, pod večer je pa kar gremo pa kar rajh malo spat. A res? Edin, če ima kjer kakšen god, da v freh naredimo, tis pa ja. Pa malo zaplešamo, malo muske, pa tudi večer, kot po noči, pa je treba kar počitke in tako, zjutraj za rana ostati in spet se začne nov deloven dan. Peter, koliko pastirjev se vas zbere v polni sezoni na Veliki planini? Ja, leta se bo prav pastirite, ker smo tle pasli 22. Lani se bo 25 do 30, kar mu upada, vsak let, kjer nam umre tudi. Kako pa kaj gledate na nas, občasne obiskovalce te planine, torej na turiste, ki vas obiskujejo? Ne, kar fajn. Veseli smo vsega. Vsak pa so rad odprti, mi ponudbo, kar imamo, ne, pač delamo sir, skuto, kisto mleko, puter, žgance skuhamo in smo veseli vsega turista. A ste že kdaj videl črnca na Veliki planini? O, kolikrat. A res? O, pa ja. O, že tla sem v žgance kuhal. Res je mrzlo in zima prihaja na planino, zato je najbolje, da se urno odpravimo navzdol, v dolino. Izvedeli pa smo danes kar 3 resnice. Da krava vodo pije in daje mleko, da je za izdelavo dobre skute potrebna močna moška roka in da lila kravica živi samo v Švici.